Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Radio Sora vam dela družbo o Sorini radijski klepetalnici. Na stežaj pa bomo danes prav tako kot vsi ostali odpirali vrata novemu šolskemu letu, pa seveda tudi novemu znanju, ki vedno pride prav. Tokrat smo na obisk povabili dr. Alberta in Leonido Mrgole, terapevta, predavatelja, učitelja parov, staršev in otrok, strokovnjaka za odnose, ki znata svetovati iz praktičnih primerov vsakdanjega življenja. In z njimi bomo govorili o prvem šolskem dnevu, o vrnitvi v šolske klopi, življenju in odnosih ter še čem. Najprej pa dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Kako sta? Dobro jutro. Dobro jutro, ja. Hvala za povabilo. Z veseljem. Prvi šolski dan je danes, obujamo spomine, pa morda za začetek, preden pridemo k tisti strokovni plati, kako pa se vidva spominjata prvega šolskega dne? Morda svojega, morda šolskih dni vajnih otrok? Ja, jaz sem vsega spomnim in mojega in šolskih dni najenih otrok, sem pa danes bolj v stiku s tem, v bistvu s tem, kako je res 1. september za veliko zame, recimo osebno je to ratov pomembnejši dan kot novo leto, ne? Kot ta prelomnica, ki smo šteli v bistvu neka razvojna obdobja, šteli smo koliko imajo še do konca. In tudi zmer smo imeli in nedeljo, pač vikend pred šolo in ponedeljek, prvi šolski dan smo imeli, tako je bil za nas praznik, no? To smo praznovali. Tudi midva sva to praznovala. Ja, in še zmeri, ne. Jaz tudi imam v bistvu 1. september kot nek poseben dan, ki se nekaj začne, nek nov cikl, ne. Tudi nekako malo simbolično, mogoče malo nostalgično, konc poletja, jesen se pripravlja, tako nekako, ne. Ja. In ja, midva ga zdaj v bistvu še zmer tako čutva, čeprav nimava več šoloobveznih otrok. Tako, včasih sva si tako oddahnila, ne, evo se ja, včasih kar paša, konc počitnic pa šola, pa rutina nazaj. Je, pač tudi počitnice znajo biti po 2 mesecih že kar naporne, ne? Sploh, če si aktiven starš in se pač želiš res ukvarjati s svojim otrokom. Zdaj 1. september je po eni strani priložnost za nov začetek, prinaša pričakovanje, za marsikoga pa je tudi stresen. Otroci bi radi ostali doma, veliko je joka, tudi kričanja pri odhodu v vrtec, v šolo. Kako 1. september oziroma začetek novega šolskega leta prebroditi, da ga iz stresa pravzaprav spremenimo v nekaj lepega, v neko pričakovanje? To je kar ena taka dilema, se mi zdi, ki se, jaz ne vem, ali poglablja, a ne, namreč, mislim, da starši vse bolj podpirajo to, da otroci ostajajo v neki coni udobja in pol imajo težave preklopiti v neko rutino, a ne, pa preklopiti v nek, ne vem, jaz rečem, delovni program ali pa, a ne, se pravi, zapuščati cono udobja in kot da tukaj pol tudi, seveda vsi bi bili skozi v coni udobja, ne, in v bistvu moramo se naučiti zregulirati nekako, da je udobja enkrat konc in da preklopiš in da se to da narediti na nek tak način, da ni to cela drama zdaj, ne, in tukaj jaz mislim, da je že ena naloga ali pa en izziv, midva rečeva za starše prihodnosti, ne, da v bistvu otrokom pomagajo prebroditi. Ne, in to se začne že v vrtcu, zjutraj, kako organiziramo od bujenja do oblačenja, do odhod od doma, a si vzamemo dosti časa, a to lahko na nek igriv način naredimo, a smo povezani z otrokom, ali to delamo kot nek zunanji, da rečem, teror nad otrokom, ki se seveda potem upira temu. Ja. Jaz bi tukaj rekla še eno pomembno stvar, da spremembe v življenju so težke, tudi če so na boljš. Zaradi tega, ker nas vržejo ven z rutine, lahko, če je konc počitnic, tudi ven iz cone udobja in
dejansko bi mogli starši večkrat razmišljati na ta način, kako se otrok v tem smislu počuti. Ne, a mu je težko, pa mu je treba pomagati. Ker otrok, ki mu je težko, si lahko pomaga sam z našo podporo. In to naj bi bil cilj, da postane samostojen, da ni odvisen od nas. In to pa od nas zahteva, da na nek način razmišljamo malo naprej. To se pravi, ne, danes je pa šola, ampak to, kar sem jaz prej rekla, mi smo imeli vikend pred šolo in ta vikend je bil namenjen temu, da smo se mi pripravili na to, da bo novo okolje, da bodo prej vstali, da smo se pogovarjali o tem, o trivialnih stvarih, kaj bojo v ponedeljku oblekali, ko bojo šli v šolo. Zato, da se pač nismo udarali v ponedeljek zjutraj, da jaz tega ne bom oblekel ali pa teh čevljev ne bom obul. Kakšen zajtrk bomo imeli? To so te malenkosti, ki jim prinesejo nekaj domačega, zato da spremembo lažje sprejmejo. In pol je tukaj še pač socialno okolje, ki ga niso videli 2 meseca, ali pa recimo v srednji šoli tisti otroci, ki ponavljajo, pridajo v čist novo socialno okolje, ožigosani, ker se pač je grozen, in ni prav. Zaradi tega, ker tudi tisti, ki ponavljajo, končajo srednjo šolo in naredijo faks in so uspešni v življenju in ne bi smeli sploh potem soditi otrok, ampak mi starši bi mogli imeti v zavedanju, da otrokom ni lahko ne v tem smislu, da se bojo mogli nekaj matrati, ampak v čustvenem smislu. In tle naši otroci rabijo podporo, ker s tem jih tudi empatije učimo. In tukaj pridejo v ospredje odnosi. Vidva sta strokovnjaka za odnose. Zanimivo mi je bilo, ko sem prebrala, da vidva pravzaprav pravita, da so odnosi kot živo bitje. Težko včasih to razumemo tako, kot je povedano, pa vendarle še kako drži. Ja, jaz pravim, če mačka ne nahraniš, pogine. In z odnosom je isto. Je to stvar verjetno nekega našega zavedanja, mogoče neke naše naravnanosti, mentalitete, ne vem, ampak tako nekako verjamemo, da so dosežki tisto, kar šteje, tudi v šoli. Ampak vse ljudi, ki cenijo življenje, ki so bili vprašani, kaj je bilo pomembno, ko pogledajo nazaj na življenje, vsi omenjajo odnose. Vsi omenjajo, kaj so z bližnjimi doživeli ali pa počeli, ali pa jim je žal, da niso bili več skupaj. In to je, ne vem, da bi rekel en tak mogoče pokazatelj iz neke modrosti, ampak se je tudi čedalje več nekih študij, ki kažejo, da so podjetja uspešnejša tista, ki delajo na odnosih. Se tudi mi, da če sebe vprašamo, počutimo se dobro tam, kjer so neki prijazni odnosi, kjer se počutiš sprijetega, kjer se počutiš, da te nekdo upošteva, opazi in tako naprej. In je jasno, da tudi doma se to začne. In zdaj, tukaj je mogoče ena, kako naj rečem, to ni skrivnost, to je dejstvo, da te generacije, ki zdaj odraščajo, njim so odnosi najbolj pomembna stvar, da oni smisel življenja vidijo v odnosih. In tukaj noter je skrivnost motivacije. Se pravi, tam, kjer so dobri odnosi, tam so otroci motivirani. In to je, ne vem, pomembno sporočilo za, bi rekel, vas pedagoški svet, ne samo za učitelje, trenerje in tako naprej, ampak pač za vse, ki imajo stik z otroki. Tako, pravzaprav za vse nas, kajti z dobrimi odnosi je tudi svet lepši. Na kakšen način lahko postavimo temelje za dobre odnose, zakaj je pomembno delo na sebi in še kakšno drugo zgodbo, pa vam zaupamo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ja, takole klepetamo danes v Sorini radijski klepetalnici o odnosih, o otrocih, o šoli in ostalih zgodbah, ki jih prinaša življenje. Z nami sta dr. Albert in Leonida Mrgole. In če smo prej zaključili pri odnosih, ki nam pomagajo kreirati lepše življenje, se bomo zdaj morda dotaknili nove generacije otrok in staršev.
časi se spreminjajo, skupaj z njimi pa tudi naš pogled na življenje, naš pogled na vzgojo. Kakšni so pravzaprav starši nove dobe? Sej ne vem, če je izraz pravilen, pa vendarle. Boš kar ti začel? Različno jih poimenujejo, tudi različni vzgojni stili, različne vzgojne ideologije. Eni jih imajo, da so to helikopterski starši, ki hočejo imeti nadzor nad vsem, ki hočejo popolnoma urejati otrokovo življenje, hkrati otroka nekako, hočejo razvajati oziroma mu ne znajo postavljati meja, tudi ne vejo, kaj je to avtoriteta, in to se bolj učitelji pritožujejo, da s temi otroci težko delati, težko jih je v neko skupnost vključiti. Eni štrlijo ven, eni hočejo imeti zelo individualen pristop in tukaj se marsikaj zapleta. Tako da, jaz ne vem, kaj. Mislim, da v bistvu bi starši res rabili neko spremembo v pogledu in v dojemanju na to, da je otrok neko bitje, ki ne more slediti njihovim ali pa našim, jaz rečem našemu egu. Mi si zamislimo, kaj je dobro za otroka in potem to mora tako biti. In ne znamo v bistvu poslušati, kaj dejansko je neka otrokova. Jaz rečem, da so otroci pač nam dani v varstvo in da imajo neko svojo življenjsko nalogo in da mi kot starši bi morali v bistvu to nekako odkriti ali pa prisluhniti temu. In da tukaj se začnejo pol razne zadrege in težave. Ja, jaz bi mogoče tukaj še rekla to, da je zelo na plano udarilo to, da otroci ne smejo biti traumatizirani, kar je super in jaz sem zelo vesela, da pač se je začelo o tem govoriti. Zelo sem tudi vesela, da se je začelo govoriti o fizičnem nasilju in da je pač to prepovedano in kaznivo. Ob tem je pa nastala ena fama, da je travma vse, kar se otroku hudega zgodi. To se pravi, če mora se za nekaj potruditi, če mora kdaj premostiti kakšno stvar, ki je on naredil napako, recimo, da se uči z napak, in so otroke dejansko začeli starši ropati izkušenj. In to se mi pa zdi zelo nevarno, zaradi tega, ker mislim, da izkušnje v življenju so nekaj nujnega, kar mi potrebujemo za preživetje. To se pravi, mislim, da je to nekaj, da s tem dobimo v bistvu oziroma z izkušnjami mi pridobivamo veščine, s katerimi lahko preživimo. In tlele je zelo tanka meja med tem, koliko otroka zaščititi, ali pa a to sploh je zaščita, da vse naredim namesto njega. Po drugi strani je pa šlo fizično nasilje stran in je poraslo čustveno nasilje, pa psihično nasilje čez vse meje. Recimo to, da maltretiraš otroka cel popoldan z enim zvezkom, tukaj se je treba vprašati, a to je res nujno potrebno, a bi se to dalo drugače. Je pa, kot pravite, tudi vi potrebno otrokom postaviti neke meje. Ja. Tukaj ne gre za nasilje, tukaj gre za zdrav razvoj otroka, čeprav po drugi strani potem hitro pridemo do kontradiktornosti, do sočutne vzgoje, do upoštevanja otrokovih želja. Kako preseči morda ta miselni miselno bariero, ki običajno nastaja prav v glavah staršev. Jaz bi tle sam nekaj rekla. Sočutna vzgoja ne zagovarja tega, da se ne postavlja meja, ampak zagovarja v bistvu učenje empatije. In to so zelo tanke meje. Ampak jaz bi tako rekel, da kot prvo starši v bistvu rabijo biti odrasli. In tukaj mi dva v bistvu v tem najnem programu za starše prihodnosti imava 3 stebre. In prvi steber se ukvarja s tem, da
moramo mi sebe postaviti kot odrasle ljudi, ki so neka trdna opora, ki vejo, kaj je prav. In recimo, če mi poslušamo otroka, ki zvečer ne bi šel spat, in njega upoštevamo, v bistvu mu delamo slabo. Nima dovolj spanja, to ni zdravo, delamo si težave, ker zjutraj bomo imeli težave in pač moramo reči, zdaj je čas za spat in ne moramo poslušati otroka, ki ne ve, ki je pač zavezan principu užitka in bi samo užival. In tukaj to, da postavljamo meje, pomeni, da to je v bistvu nekaj, kar je stvar varnosti. Otroci se ne bi varno razvijali, če ne bi mi meja postavljali in ga tudi ne moš na cesto spustiti, ker se mogli teče čez cesto. Tako da tukaj mislim, da mogoče malo, kaj pa vem, ta pretirano sočutje do otroka, ali pa se to ni dobra beseda. Je neka naravnanost do otrok, kjer otroci ne bi smeli zajokati, recimo. Je malo zgubila kompas. In mehen otrok, ki mu nekaj ni v redu, seveda joka, ampak to ni zdaj maltretiranje. In tle bi rabili tudi starši eno ravnotežje oziroma nek zdrav občutek ujet pri sebi. Ja, jaz bi se tle bolj mogoče fokusirala, glede na to, da smo na radiju, na to praktičnost. To se pravi, kaj sploh je postavljanje meja? Postavljanje meja je zdrava avtoriteta, postavljanje meja je ustvarjalnost na nek način, ker če starši imamo neko veščino, da otroku postavljamo možnosti izbire, teh meja ni težko postavljati in so pač del življenja, niso, kakor to sem jaz rekel in tako se bo zgodilo, in postavljanje meja je dejansko za otroka kot neka meja, kjer on ve, da do te meje je on varen, da je zaščiten od nas in kasneje se tudi nauči, ko so najstniki pa stopajo čez to mejo in to je prav, da stopajo čez to mejo. Oni niso slabi, ampak oni morajo videti, kaj se zgodi, ko stopijo čez to mejo in tukaj moramo starši dejansko znati se odzivati na te njihove prestopke. To se pravi, brez kaznovanja, brez drame, brez tega, kakšen si, to se pravi, teh nalepk, ki jih dajemo otrokom, reševati v bistvu te stvari in počasi spuščati otroka čez mejo in v svet. Tako, da bo lahko sam odgovoren odrasel, potem prenesel svoje znanje naprej. Zdaj omenili ste brez kaznovanja, tudi vi, gospod Albert, pravite, da bi morali besedo kazen nekako izkoreniniti iz našega besednjaka, še posebej pri vzgoji. Zakaj? Na kakšen način? Kako pa potem postaviti tiste prave meje na tisti igriv, razumljiv, dojemljiv način? V življenju je tako, da ves čas izbiramo, kaj bomo počeli in potem se zgodijo posledice. In to je življenjsko, da ko izbereš nekaj, kar tudi ni prav, sledi neka posledica, ki jo moraš v bistvu prenesti. In jaz mislim, da moramo učiti, da to je vzgoja odgovornih ljudi. In jaz pač vidim tako, da je to tudi, da rečem, neka prihodnost civilizacije, da bomo znali biti odgovorni. Kaznovanje je pa pravzaprav zloraba moči tistega, ki lahko kaznuje. Navadno so to odrasli in otroci to dojemajo kot kaj mi delajo in se niti ne vprašajo, da bi imeli recimo neko svojo odgovornost. In potem nastajajo ljudje, ki rečejo, saj jaz nisem, ki se izmikajo kazni, ker ne znajo sprejeti odgovornosti, nisem jaz, lažejo. Ker se bojijo, ker jih je strah,
Skratka, zato mislim, da kaznovanje ni nekaj, kar bi nam kaj dobrega prineslo. Se pa da to urediti na drug način, ne? Tudi vzpostaviti avtoriteto, pridobiti spoštovanje na, lahko rečemo, otrokom in ne nazadnje tudi nam odraslim, prijazen način. Tle jaz mogoče malo ne moram mimo tega, da ne bi to omenila, da to, kako smo mi odrasli postavljeni, recimo, jaz imam zdrav odnos do avtoritete kot odrasla oseba, je zelo povezano, kakšno avtoriteto sem jaz doživljala kot otrok. To se pravi, če je bila moja avtoriteta nasilje, sem si jaz verjetno rekla, jaz mojih otrok ne bom tepla, in potem odrastam, dobim otroke, otrok se mi reži v faco, pa reče, ne bom naredil, in jaz dejansko nimam drugega orodja, kot da ga udaram, to ga ne bom in potem ne naredim nič. In to je najslabše. To se pravi, avtoriteta je nekaj, kar se moramo na novo naučiti, če nimamo zdravega modela. Jaz recimo imam veliko srečo, ker sem imela očeta, ki je bil pač tako res avtoriteta, da sploh nismo pomislili, da ne bi nekih stvari naredili, ker je tako mejo postavil, in s tem nimam težav. Ampak poznam ljudi, ki jih je strah konflikta, recimo, če bom otroku kaj rekel, se bomo skregali. Če mu bom rekel, bo rekel ne in pa ne bom vedel, kaj ne naredim. To so vprašanja pri avtoriteti. Če mu bom rekel, da ne naredi, pa se bomo spet začeli pregovarjati, pa bo šel cel popoldan. To se pravi, tukaj v zadnji je toliko enega strahu staršev. Kaj se bo zgodilo, ko jih otrok ne bo upošteval? Da dejansko padajo v ta ples pregovarjanja in prošenj in moledovanja in to traja pač lahko leta in leta, zato ker starši se ne zavedajo tega, da dejansko oni lahko to spremenijo. Če spremenijo sebe. Ja. A povemo, kaj je avtoriteta? Dajmo. To, da preden jaz rečem, jaz čutim, da to tako bo. Recimo, mi imamo tukaj vsi trije avtoriteto, da ura je naša avtoriteta, vemo, da ob 9 je konec te oddaje in ni treba nobenega pregovarjanja, nasilja, ne vem kaj, ampak vemo, to čutimo, da se bo tako zgodilo. In v bistvu bi starši morali otroku naloge na tak način posredovati. Da vedo, kaj jih čaka in kaj se bo zgodilo. No, mi si bomo zdaj privoščili kratek glasbeni predah, potem pa nadaljevali tale naš pogovor tudi o tem, ko najdemo starše, ki štekajo, kako naredimo most, ki poveže starše z najstniki in še kakšno zelo, zelo uporabno informacijo o odnosih. Ostanite z nami. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Ja, s himno ljubezni smo zdajle polepšali tole ponedeljkovo jutro, zdajle pa ga o družbi Leonide in doktorja Alberta Markuleta nadaljujemo z odnosi. Prej smo že govorili o avtoriteti, pa kako je dobro, da se kakšen nasvet, kakšno navodilo upošteva. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti tudi na nekaj tega uporniškega duha. Prav je namreč, da otroci znajo reči tudi ne, znajo reči ne bom, pa če tudi nam včasih s tem ne dvignejo pritisk. Zakaj je pomemben tudi ta uporniški duh v vsakem otroku? Jaz bom tako rekla, sanje vsakega starša so, da bi otrok znal na cesti reči ne, ko bi mu ponudila alkohol, cigarete, drogo, ne vem, da se s kom odpelje ali karkoli, da doma pa tega nikoli ne bi rekel. Doma bi mu pa jaz rekla 15 smeti, pa bi on rekel, ja, mami, pospravi nogavice, ja, mami, naredi nalogo, ja, mami. Ampak eno dejstvo je, otrok se tega uči doma. Otrok se uči doma, kaj se zgodi, ko on reče ne. In naš odziv je tako pomemben, kako se mi odzivamo na te njegove uporniške stvari. Jaz mislim, da vsak starš mora biti ponosen na svojega otroka, ko se upre, zaradi tega, ker to pomeni, da ne bo celo življenje počel to, kar mu bojo drugi rekli. Zdaj pa govorim tukaj o vseh sistemih, ki jih imamo, pa v katerih živimo,
od šolskih, političnih, do prijateljev, do partnerja, do tujcev in do tistih ljudi, ki pridejo zato, da nas bojo zmanipulirali ali pa nam kaj slabega naredila. Ne? Zato je odziv na ne lahko samo to, glej, meni je zelo všeč, da znaš ti takole odločno reči ne. Zdaj smo doma, ne, smo družina, skupnost, tamle so smeti, danes smo zmenjeni, da jih neseš ti, tako da ta ne lahko uporabiš kadarkoli drugič v življenju, zdaj pa ne bo šlo skozi, recimo. In to se da povedati na zelo igriv način, zdaj vidva to znata obrniti tudi na humor oziroma na kakšno tako drugačno zgodbo, ki pa ne prinese tega striktnega ne. Ne? Mislim, mi smo zelo, tako smo, a ne, mene boš v Bogu, jaz sem tvoj starš, ti, jaz sem tvoja avtoriteta, ti. Mi imamo to, da avtomatsko nas mora otrok ubogati, ampak to ni res. Ja, ampak s tem tudi prispevamo, da se neko vzdušje gradi, ki je tako napeto, podlaga za to, da lahko uporabljaš humor ali pa da malo takole, se malo pohecaš. Podlaga je prej, v nekem odnosu, ki se gradi ne v teh situacijah, ki smo našpičeni, ampak se moramo imeti tudi fajn in rabimo imeti tudi igro med sabo in to, da se povezujemo. Sam tukaj je spet vzorec, ki ga imamo od prej, to se pravi, a imamo to igrivost vse, pa imamo prepričanje, če jaz rečem, boš ti naredil, to se pravi moj ego. In ko mi otrok reče ne, jaz lahko rečem, lej, če zdaj v 3 sekundah ne neseš smeti, ti bom vzela za cel popoldne telefon. Recimo, to je zapet odnos, kaznovalen odnos, odnos, ki grozi, odnos, ki ruši stik. Lahko se mu pa nasmehnem, pa rečem, koliko si dober, ki znaš reči ne. Lej, res. In s tem bo otrok dobil občutek, da ni naredil nič narobe, ki se je oprl, da smo ga slišali, da ga razumemo. In velikrat bo samo od sebe prijel tiste smeti, pa jih bo odnesel. Zaradi tega, ker oni dejansko rabijo biti samo upoštevani. In skozi to igrivost, skozi ta drugačen pristop, ko damo otroku občutek, da je slišan, da se ga vidi in da se ga upošteva, potem tudi dobimo starše, ki štekajo, pa najstnike, ki se ne upirajo preveč. Ne? Dobimo najstnike, ki sodelujejo. Ne, to se pravi, jaz ne bi tukaj rekla, da jaz mislim, da najstnik se po naravi mora upirati in tisti starši, ki imate najstnika, ki se ne upira, dajte pogledati, na katerih področjih se vam upirajo, pa jih mogoče ne vidite. To je, razumete, to je razvojna potreba, da se upreš in da razviješ svojo identiteto, da najdeš svojo pot in greš naprej. To je razvojna potreba in je nemogoče, da se najstniki ne bi upirali. So pa najstniki, ki se upirajo v tišini. Zdaj spet z različnih razlogov, da ne bi prizadeli, da ne bi oni izpadli slabi in tako dalje. In tukaj morajo biti potem starši, tisti, ki jih slišijo na tak ali drugačen način, kar pa pomeni, da je pravzaprav treba najprej postaviti, slišati in razumeti sebe. To pa je zahtevna naloga. Ja, jaz bi to kar Albertu prepustila. To je tako zahtevna naloga, da ne vem, kaj bi rekel. Kar iz lastne izkušnje, jaz mislim, da otroci skozi razvoj ves čas pritiskajo na neke naše zgodbe. In jaz pri sebi recimo lahko rečem, da so bile neke zgodbe, ki jim jaz zdaj rečem, da niso bile dokončane. In so mi otroci v bistvu s tem, ko so me spravili z ravnotežja, postavili pred to, a bom vprašal sebe, a bi jaz to zgodbo lahko drugače zapeljal, a bi lahko, kaj pa vem, namesto izgube stika oče-sin, in ves čas neke napetosti, nekega pritoževanja in nerganja in tako naprej, jaz naredil nek drug odnos. In to je velik izziv, ker seveda naš ego reče, jaz pač tak sem, jaz se ne bom spreminjal, naj se mi upravič, dokler ne bo tako, ko bom jaz rekel, ne bo nič, ali pa rečem, ok, a je to res odnos, ki si ga jaz želim, in se pravi, moja nedokončana zgodba je, da imata lahko oče in sin
lepši odnos, in da sta povezana in da sin pride k očetu, pa ga kaj vpraša, pa mu kaj zaupa, pa vesta, kaj se s kom dogaja, pa si povesta, da se pogrešata in tako. In ja, to je recimo moja zgodba, na katero sem kar ponosen, da sem naredil recimo ta obrat. In tudi otroci so ponosni. Ja, in imamo veliko teh izzivov, če gremo malo ven iz tega prepričanja, da smo mi pač taki, kot smo, najboljši in da ne rabimo nobenih sprememb. Ja, spremembe so pravzaprav edina stalnica, ki nam v življenju ostajajo. Nekaj glasbe si bomo mi privoščili še v nadaljevanju, potem pa rekli še kakšno šolsko, še kakšno življenjsko in še kakšno tako, ki nam bo dala dobro popotnico tudi za razmislek o našem življenju. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Nekaj minut nam je še ostalo, da na stežaj odpremo vrata v našo Sorino radijsko klepetalnico, v kateri danes gostimo doktorja Alberta in Leonido Mrgole, strokovnjaka za odnose in gospoda ter gospo, ki pravite, da poznata starše, ki štekajo in najstnike, ki znajo biti izštekani na svoj oporniški način. Začeli smo šolo bomo zdaj tudi zaključili. Šola, vemo, prinaša novo znanje, nova srečanja, prijateljstva, hkrati pa tudi izzive na področju znanja, učenja in ocen. Ocene znajo biti kar precej velik stresor dan današnji, čeprav vemo, da niso najpomembnejše, pa vendarle. Kako vzpostaviti z otrokom eno tako ravnovesje, da bo vedel, da se mora potruditi za osvojeno novo znanje, hkrati pa ni nujno, da so ocene vedno v samem vrhu, ampak da se ima pravzaprav v šoli tudi dobro. Tukaj več sistemov, da rečem, delajo drug proti drugemu. In meni je to žal, da v bistvu odnos do znanja je nehal biti nekaj, kar bi krepilo radovednost, kar bi bilo igrivo, kar bi bilo raziskovalno, kar bi bilo učenje preko napak. Napako lahko popraviš in se učiš iz tega. Zdaj je ves sistem narejen tako, da so napake usodne in to mislim, da ni dobro za razvoj tega odnosa do znanja. In dejansko postane ocenjevanje polnik zelo stresen, tako, kada si pač na svetovnem prvenstvu, ker je vsaka tekma odločilna na življenje in smrt. In tukaj se mi zdi, da starši enostavno morajo slediti temu sistemu, ali pa težko je ne slediti. Težko je v bistvu dosež to, da je to, kar se otroci naučijo, njihov dosežek in to podpirati. No, jaz bom tle malo groba, pa bom rekla tako, da je dejansko, to jaz opažam, da je ocena postala hrana za starševski ego. To se pravi, dober rezultat pomeni, jaz sem dobra mama. Če ima moj otrok dober rezultat, pomeni, da sem dobra mama. In to je najhujše, kar lahko otroku naredimo. To niso naši rezultati, to so otrokovi rezultati. In dovolj otroku, da on spozna svoje kapacitete, da on začuti, da on želi biti uspešen. Ker gledajte, jaz na svetu ne poznam človeka, ki bi zavestno izbral, jaz bom neuspešen. Ampak do neuspeha nas pripeljajo neki trenutki. In ko mi otroka rinemo, da mora imeti neki 5, njega pa to ne zanima ali pa ni talentiran za to, mu bomo pač vzeli veselje do učenja. To je pač logična posledica, če tako razmišljamo. Zato, da bom jaz lahko rekla, hej, moj je pa 5 pisal. Mi smo pa odlični. In otroci so zaradi tega prikrajšani dejansko za svojo izkušnjo uspeha in neuspeha in za možnost izbire, a bodo izbrali uspeh ali neuspeh. In za kakšnega otroka je 3 ali pa 2 zelo velik uspeh. Mi si tega sploh ne znamo predstavljati.
ker mu neki ali ni talentiran, ali ni, recimo jaz nisem bila za matematiko talentirana. In jaz, ko sem matematiko pisala pozitivno, jaz sem bila presrečna, ampak okolje moje pa ni bilo presrečno, ne? Zaradi tega, ker ti bi lahko več. Ja, lahko bi več pri slovenščini zlahka. Ne, ker sem pač nadarjena in se imam to pač, da mi gre po krvi. In tega našim otrokom ne dovolimo, ne, da raziskujejo tudi ta del sebe. Zato je pomembno, da sami raziskujemo sebe, da vzpostavljamo dobre odnose in da, pa bom rekla zdaj kar po domače, ne delamo drame tam, kjer ta ni potrebna. Ne? Ja, in zaradi enega cveka, ene dvojke, ene trojke, jaz mislim, da ni vredno, da kdorkoli ne spi. Res se mi ne zdi vredno. In da ne prebiramo črne kronike, ki žal še vedno je in ostaja realnost našega vsakdana. Zdaj, da bomo lažje razumeli sebe in z njimi lažje razumeli tudi otroke in mlade, kakšne čarobne palčke ni, lahko pa nam na pomoč priskočita tudi vidva z različnimi zgodbami iz lastnega življenja, te so verjetno še najbolj dragocene. Midva sva zdaj že kar nekaj let mentorja staršem najstnikov, imava tudi skupine. Jaz bi starša res povabila, da si pogledajo na YouTube, imava tudi Albert in Leonida Mrgole brezplačne vsebine, da si pogledate in da mogoče premislite, a je vaš odnos, vaše življenje z vašim otrokom, ne ga gledati danes, ampak gledajte ga v naslednjih 60-70 letih, vredno tega, da se potrudite in vložite čas v to, da greste skupaj skozi. Tako, da bodo odnosi lepi in življenje srečno. Ja. Hvala lepa vama za tale naš današnji klepet. Hitro tečejo minute ob dobrih zgodbah. Verjamem, da bomo skupaj povedali še kdaj, še kakšno. Za danes pa uspešen začetek jeseni, novega obdobja in vse dobro do naslednjič. Hvala. Hvala. Adijo.